Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate Novo uro resnice. Tema današnje oddaje je Dnevi grmenja na slovenski politični desnici, z menoj pa sta Aljuš Pretinač in pa Miran Videtič. Ampak preden začnemo s tole temo, vprašanje, Miran, zdaj mi zadnji smo se pogovarjali, to velja tudi zate, Aljuš, mi zadnji smo se pogovarjali o Zoranu Jankoviću, pa omenili smo te napovedane proteste pred magistratom, pred županom Jankovićem in tako dalje. Pa me zdaj, ko so ti protesti minili, videli smo, kdo so bili ta glavni udeleženci, kaj meniš ti zdaj o učinku teh protestov? Zdaj, kaj je bil po tvoje, zdaj se recimo, lahko tudi mogoče bolj definiramo, kaj je bil namen teh protestov in kakšen je bil učinek, če je bil sploh kakšen? Ne vem, kakšen je bil. Enostavno. Mislim, to je tisto, kar smo že napovedali, da to bo neka kamilica oblika protesta proti Zoranu Jankoviću. Zoran Janković je, da se ne ponavljamo, vse tisto, kar ta ideologija v Sloveniji potrebuje. Je financer teh, ki so danes protestirali proti njemu, in zato pravim, da je to bila bolj kamilica oblika nekega protesta, tudi tiste zahteve, če si videl, da se naj upraviči in podobno, spomnimo se, del teh, ki so bili zdaj, ki so protestirali, so bili tudi kolesarji, nekoč tam ni bilo upravičevanja, tam so zahtevali direktne odstope pri Zoranu Jankoviću. In zato jaz mislim, jaz sem takrat povedal, da ne bo pač. Izraz kamilica, mislim, da to na Facebooku uporabil v zvezi z Francijem Kekom. Franci Kek je mogoče najlepši primer odziva. Zakaj po tvoje bil recimo pa Franci Kek potem tam? In se je s tem celo pohvalil. Ne preveč. Imajo v teh malih možganih vendarle, da je zoki nad njimi. Obremenjeni so, samo cenzura laufa, na nek način. Tako da enostavno niso tako grobi, kot znajo drugač biti, ali pa niso tako direktni, kot znajo drugač biti, in to mene strahovito moti. Kdor si zasluži kritiko, je pač treba ga skritizirati in jasno povedati. Ja, pa očitno je vse, zdaj ne vem, je Kek ocenil, ali mu je to Golobič naročil, ker on pač velja za nekega pionirskega Golobiča. Po mojih informacijah Golobič pa Janković nimata nekih korektnih odnosov. Se zato ga je mogoče poslal, ne veš, kakšen ima vpliv na RTV, kjer ima verjetno Franci Kek še vedno svojo oddajo neko, kakšen vpliv ima recimo Zoran Janković. Ne veš, ali lahko da ima tudi Franci Kek kakšno nevladno organizacijo. Vsi teh nevladnih organizacij je toliko, da niti ni pregledno vse skup. Tako da, veš, to so neke stvari, ki pravzaprav jih useka po hrbtu, že sami sebe usekajo po hrbtu, da ne smejo biti pregrobi. Parkirne dovoljnice ne bo več dobil. Ali pa to, zasledi maščevanje. Ne, mislim, to ni maščevanje, Bojan, do tam še pridemo. To je pač logična posledica, tako kot pravi Miran. Se pravi, Franci Kek, zdaj si izračunal ali si ni, ampak brez parkirne dovoljnice je ostal v Ljubljani. Ne bo mogel več parkirati. Če se ne motim, samo prosti, recimo Barbara Rajgal, je sploh, po mojih informacijah, je ni bilo, ona je najemnica. Je pa podpisala isto pismo, Je podpisala, zato pravim kamiličarji, podpišejo. Župan Ljubljane ne bere, tako ko ne uporablja pralnega stroja, tudi ne čita, tako da tiste bolj varno. Ne, jaz bi rekel, da si lajšajo dušo, Bojan. Jaz mislim, da oni objektivno morajo stiskati zobe, ker pri Zoranu Jankoviću je toliko stvari, da pač moraš stisniti zobe. In zdaj na tej točki jim je pač to popustilo, in so rekli, zdaj je šel pa čez mero. In odziv je bil tako prav Miran, veš kaj, zdaj si pa pretiraval, upravice. S tem so si olajšali dušo in zdaj spet naslednjih 200 potez Zorana Jankovića, ki bodo pač se nekemu normalnemu človeku zdele nesprejemljive, da ne rečem celo ogabne, bojo imeli pač mir. To je največ, kar lahko. Prej se je rekel, da Janković ne bere, ampak smo pa videli na neki fotografiji, jaz sem pač videl na socialnih omrežjih, da je kukal skozi okno, tam in gledal je kukal je skozi okno, gledal on osebno jemlje stvari, vem iz lastnih izkušenj, ker sem imel več zanimivih epizod z njim, bi mogli imeti posebno oddajo, ampak eno bi delil z vama pa z našimi gledalci. Namreč bila je ravno 100. obletnica začetka Prve svetovne vojne in je bila velika prireditev na Žalah v Ljubljani z diplomatskim zborom in s častno četo, in imel sem to srečo, da se je župan Ljubljane tam pred svetom in pred Bogom in pred pokojnimi celo drl za mano, da ga bom spravil v zapor v zvezi z zadevo Stožice. Tako da recimo, pač on jemlje stvari pač osebno in gotovo si je zapomnil, kdo vsi so ti, ki so tam fizično bili. In pač jih bo spomnil na to o priložnosti. Sicer meni, da zdaj že po toliko letih tudi odpušča,
tam še nisem bil tega deležen, ne morem iz prve roke potrditi, ampak gotovo v mestnem času pa bo. Ampak po drugi strani Bojan, Zoran Janković je moral poslati to pismo, saj ste vi o tem se pogovarjali, ne bi tega ponavljali in pač seveda je vedel, da bodo potem tudi posledice tega pisma in tudi njegove reakcije po tem pismu kažejo na te dve stvari, po moje, da je moral poslati to pismo in da pač ve, da reakcije bojo in da pač ima zvezane roke. Vsi v tej verigi, kar je žalostno z mojega vidika za nas v Sloveniji je to, da imamo pač župana Ljubljane, ki se bolj boji predsednika Srbije kot pa recimo predsednika vlade v Sloveniji in obratno, da se predsednik vlade Slovenije bolj boji župana Ljubljana in reče, vsak ima pravico do svojega mnenja in potem iz njegovega kabineta reče, da je on ostro obsodil in se distancira od tega. Sodišče pa nihče od teh treh naštetih nažalost ne boji, morajo se jih bolj bati recimo pač ljudje, ki pošteno delajo, pa se kar nekaj znajdejo. Mislim, ta zanimivo hierarhijo si omenil, ampak je še tam vmes. Mislim, da med Vučićem in med Jankovićem so še razni kumovi, ki so tudi očitno nadrejeni Jankoviću. Janković je izrazito podrejen v odnosu do Vučića. Tudi če ne bi imeli teh insajderskih informacij, ti to vidiš. Tista kampanja nesrečna, koliko je zdaj 2 leti nazaj z tistim odpiranjem štadionom, kjer je celo predsednik UEFA sodeloval, da zdaj vidimo te, ko praviš, ti nivojo je več vrst. On je tam na klic, oziroma na tlesk s prsti, sedaj smo videli ta posnetek in on je pač to moral storiti, ker če bi bil nekdo drug na mestu župana Ljubljane, kaj predsedniku Srbije pomeni pismo podpore župana Ljubljane? Nič, On ne more tja prijeti pa reči, tudi župan Evropske Ljubljane me podpira, če je to Zoran Janković, Zoran Janković pa je pač po poreklu iz Srbije in je neko ime, ki tam rezonira, In tudi te protesti, s čimer smo začeli, so se tako nekako razdelili. Se pravi, en del Srbov tu pač je zdaj protestiral in jaz sem to videl kot neko interno, bi rekel, srbsko zadevo Srbov, ki živijo v Sloveniji. Pa to je bilo naključje, recimo, zdaj pa Srbi v Sloveniji, je bilo naključje ali je bila to neka finta in tako je eno, da je zmenjeno, da bo to recimo ono na kulturni ni bilo naključje, pač to so ljudje, ki vejo, da rabijo pozornost. Če gledaš Pink TV, si vse jasno. Skratka, oni ne delajo nič naključno. In tudi čez Prešernov trg so šli zato, da bi imeli večjo publiciteto, ker je pač bil 8. februar in so se takrat pač tam se je brala ta literatura. Tako ni bilo naključje, ampak it's all a show, pravijo, tako da jaz mislim, da je to pač bil nek show. Janković je to moral storiti, oni so morali odreagirati, Jaz se bojim, tako sem rekel, da zdaj naslednjih 10 kanalov C0, pa 20 farmacevtk, pa da našte bo šlo gladko mimo, ker smo si dušo olajšali zdaj tu, in on bo, seveda zdaj je slabe volje, pa mogoče jim bo malo požugal, pa kakšen bo zgubil, kakšno parkirno dovolilnico, ampak kasneje bo tudi ono gotovo, zato, da sem pač tu pokasiral, pa pri teh kanalih, pa pri teh farmacevtkah, pa ne vem, kaj še vse bo, pa ima mir. Je pa padel na prvi anketi javnega mnenja, na Mediani zadeva. To je to lajšanje duše, Se pravi, mi smo zdaj ugotovili, da on je pa res grozen in smo ga kaznovali tako, da 2 meseca bo imel nižji rating. To je smešno. Skratka, pač govorimo o realnih razmerih moči, o tem bi se morali pogovarjati. Ampak problem je, ker mi nismo politično pismena nacija, Slovenci, nimamo s tem izkušenj in potem se v takih forah v bistvu pogovarjamo, zdaj so mu oni požugali s prstom, pa kaj to pomeni, namesto da bi se pogovarjali o teh razmerih. Jaz mislim, da bi se morali o teh razmerih pogovarjati in ker je danes tema, pač da grmenje na desnici, se bomo verjetno v realnih razmerih pogovarjali. Jaz predlagam, itak poznam Jankovićeva zdela, pa verjetno, ko praviš, čez 2 meseca bomo ga očitno spet to je lahko vsak teden tema, pa ne bo. Zdaj ta grmenje na desnici, videli smo včeraj, Urška Klakočar Zupančič, oziroma pač državni zbor je zavrnil možnost, da bi Anže Logar dobil svojo poslansko skupino, mislim, dobil bo kot skupino neodvisnih poslancev, ne pa kot poslansko skupino demokratov. Tako zaenkrat stojijo stvari. Zdaj proti, tukaj je očitno SDS odigrala neko igro, bili so proti, lepo so izkoristili Urško Klakočar Zupančič in to stvar blokirali. Ampak mislim, da je Logar, koliko sem se jaz z njim pogovarjal, nekaj tega pričakoval, da mu ne bodo dovolili, da ima svojo poslansko skupino. Tako je deloval, Tako je deloval, seveda je vedel, da bo tarča in enih in drugih. Zdaj, jaz v te pravne
pravne podrobnosti ne bi zahajal, ampak meni se je včeraj pojavilo vprašanje, recimo, obrazložitev Urške Klakočar. Ne, si to mislim, da gre za politično obrazložitev. Ja, sem poslušal. To je sploh posebno. Kaj se bi zgodilo, če bi pa zdaj še, 2 poslanca SDS-a, pa 5 poslancev Gibanja Svobode se odločili, da gre k Logarju, potem pa ima po teh besedah Urške Klakočar Zupančič zagotovljene tiste pogoje, za katere ona misli, da ta moment še niso. Tako da gre za klasično politično odločitev, kako človeku pač nagajati in mislim, da si ti zapisal, kdo je danes zapisal, da je SDS krasno lepo spelil zgodbo na Urško Klakočar Zupančič, ki pa je, dobro jo berejo, mislim, ženska je magnet za take neumnosti, in če ji daš v roke veliko neumnost, ki je sam ne želiš sproducirati v javnosti, bo ona idealna kandidatka za kaj takega. Ampak to vse nekaj pomeni, če dobiš poslansko skupino, ki ima ime po tvoji stranki. Janez Pogojec pravi, da dobiš neko samozavest, pa vse te stvari, ampak na nek način dobiš, ampak sej ime stranke Anže Logar. Sej, če bi mi zdaj šli ljudi spraševati, kako je ime stranke Anžeta Logarja, ali pa če bi na anketah spraševali, ali bi volili demokrate, vprašanje, kak bi bil rejting. Moraš reči saj demokrate Anžeta Logarja ali pa stranko Anžeta Logarja, da dobiš. Je pa to, kar smo prej govorili v prvem delu, spet neko pritlehno nagajanje, čist na neki medosebni ravni, meni se to zdi brez veze. Če on je šel ven, če hoče narediti poslansko skupino, pa če hoče temu reči demokrati, pa naj pač to naredi. In je res fascinantno to, kar pravite, da Janez Janša klofta Anžeta Logarja z Urško Klakočar Zupančič. Mislim, to je res... In on je užival. Ja, in to je res... Mislim, to je slika in prilika slovenske politike, ta hip. To je pač... Na tem nivoju smo. In jaz to razumem kot del tega, mogoče se njim res to zdi neka blazna zdaj operacija, pa to znotraj tega poslovnika Državnega zbora, pa teh relacij, ampak v končni fazi, če mi gledamo kot volivci ali pa potencialni volivci, to nam vse eno. Mi, če bomo pač želeli obkrožiti Anžeta Logarja, ga bomo obkrožili, a bo on imel poslansko skupino demokrati ali ne bo imel, a se bo njegovi stranki rekli demokrati ali pa republikanci. To ne bo igral vloga. Aljuš, že več ljudi me upozorili, kaj pomeni se, da te berejo, da si ko pišeš kolumne za moj portal, da si izjemno kritičen, oziroma zelo kritičen, pa presenetljivo zelo kritičen do Anžeta Logarja. Drži, ker smo generacija, pa ker imam do njega visoka pričakovanja. Zdaj do Urške Klakočar Zupančič recimo nisem kritičen, ker tam pač nisva generacija in tudi nimam nobenih pričakovanj. Zakaj si recimo kritičen? Zato, ker jaz gledam slovensko politiko kot celoto. In ni mi všeč smer, v katero gre. Smer, v katero gre pa je... Logar, politika? Ne, politika, zdaj smo še pri politiki, bomo prišli, obljubim, da pridemo še do Logarja. Ni mi všeč smer, v katero gre ta politika. To pa je, da pač standardi se nižajo, ni nobene vizije, nobene strategije in rekrutirajo se čedalje pač slabši, bi rekel, da ne rečem neprimerni, saj nešolani ali pa neizvežbani, mogoče boljši izraz ljudje. Logar ni nič od tega, Logar je dolgoletni pač politik, on je karierni politik, on je dal šolo skozi. V bistvu najboljši politični stranki za kaj tasga, za dolgoletno politično kariero, to se verjetno si strinja, to Slovenska demokratska stranka pri nas. Nekoč je bila tudi SD to že dolgo ni več. Se pravi, vse to ima, izobražanje, ima neko to pač, bi rekel, tudi karizmo v tem smislu, da pač ljudje ga vidijo kot nekoga, ki bi pač lahko bil uspešen. Ker seveda je bil rezultat njegov na predsedniških volitvah, tudi rezultat SDS-a, aparata, podpora Janše in tako naprej, ampak nekaj je vendarle tudi Logar dodal. In meni, ne da sem jaz zdaj kritičen, ampak zdi se mi, v bistvu žal mi je na nek način, se mi zdi, da ni iz tega pol več nič naredil. In najbolj kritičen sem mogoče tudi zato do njega, ker se res bojim tega scenarija iz najhujše nočne more, to je pač moja osebna nočna mora, bo pa še kdo povedal, če je tudi njegova, da po naslednjih volitvah bomo dobili novo vlado Roberta Goloba po modelu Marjana Šarca, ki jo bo omogočil Anže Logar. To pa res mislim, da... Omogočil, kakšen smisel s tem, da bo z demokrati vstopil? Ja, tako, da bo zagotovil potrebne glasove. Ali da bo pač preprečil, recimo, Janše neko veliko zmago? Recimo, ne, mislim, to ne. Rezultati, jaz mislim, da bojo pač, jaz mislim, da Anže Logar, če bo prišel v parlament, bo to že kar dosežek. Jaz mislim, da če bo pa 10%,
dosegel, pa mu jaz pridem osebno čestitati. Mislim, da bo to zelo težko, ampak v vsakem primeru, no, jaz mislim, da Robert Golob ne bo zmagovalec relativnih teh naslednjih volitev in da če bo sestavljal vlado, bo pač sestavljal po modelu Marjana Šarca. Se pravi, ne bojo sestavljal relativni zmagovalec, ampak z vsemi možnimi, samo da ni Janša. Ne? Evo, še fajn se pove. In zdaj, da bi vse to, kar je Logar do zdaj naredil v politiki, kar je naredil s temi predsedniškimi volitvami, pa kar dela zdaj vmes, rezultiralo v tem, da mi dobimo še 4 leta Roberta Goloba, to se mi zdi pa res tako sem rekel, pač neka najhujša nočna mora, vse za mene. Ampak mogoče tlele bi dodal kot... Vse sem tako, da te v bistvu vprašati, to zdaj, boš dodal, no, kje je zdaj po tvojem ta hip, recimo Logar? Dokot je prišel pravzaprav? Misliš, v katero smer politično? Ne, hočem imeti za tem, kaj je bil s tem izstopom in kje se je v tej situaciji za investicijo on ta hip? On je prišel do svoje prve blokade ali pa prve težave in zdaj zaenkrat jaz mislim, da je kar dobro rešil s tem Novakom. Jaz po tistem, ko mu je Kaloh, torej, ko se nista uspela dogovoriti, je bila to ena zadrega za Logarja, za katero sem jaz pričakoval, da bo imel kar obilnejše delo, kot je na koncu se izkazalo. Ker enostavno on je lahko, Aljuš je povedal, on je lepo v senci SDS-a rastel, ni bil operativc te stranke, njemu je bilo pravzaprav vse na mizo prinešeno, on je dal ime in tako naprej, tle se pa prvič pojavlja v vlogi, ko, če uporabim ta športni izraz, ki mora vodo nositi tudi sam sebi koncev. In zaenkrat je... Zdaj je glavni igralec franšize, ne? Ja, pa hkrati vodonoša. Pa nova franšiza. Ja, tako da enostavno tle prvo to overo je nekako lepo preskočil, seveda do Lige prvakov ali pa do NBA prstana je pa še Zdaj, zaenkrat Bosanci rečejo, niti ne smrdi, niti ne miriše. Če prevedem, niti ne smrdi, niti ne diši. Zdaj bomo videli, ampak so pa mislim, zanimiva je ta njegova kadrovska politika, od Logarja. Dobro, zdaj ta Tine Novak, mislim, da je to kar nek velik med, ki mu je uspel dobiti, dobil je poslanca iz leve politične opcije, ampak gledal sem zadnjič, ko je sestavljal ta mariborski lokalni odbor, ne vem, koliko poznate situacijo v Mariboru, ampak če da hitro povem, tam so bili trije v delovnem predsedstvu, trije ljudje, ki se pač Maribor pozna. Eden je bil Miha Recek, ki je bil doslej v stranki Kolesarjev in Pesov v Mariboru, mestni svetnik, potem je bil kandidat za župana mariborskega neuspešen na listi Slovenske ljudske stranke, oziroma Naše dežele, skratka nek blazen prestopnik. Potem je bil tam recimo Viljem Pozeb, dolgoletni direktor, tega moraš ti poznati verjetno, dolgoletni direktor Dravskih letal Maribor, in pa Zvonko Zinrajh, ki je bil najprej SDS in potem zamenjal celo neko to je bilo v bistvu najbolj zveneče ime, ne? Ja, pa ne hočem povedati, to so izraziti neke vrste politični prestopniki, oziroma Pozeb je neke vrste karierni državni direktor, naprimer. Mislim, kakšen bazen je to? Naš komentatorski kolega Igor Lukšič temu pravi politično dezorientirani. In ti begajo okrog. Sej to sem prej jaz hotel izpostaviti. Ja, Logar je rešil svoj problem, pač ima poslansko skupino, rešil jo na zanimiv način. Ampak jaz priznam, jaz nisem prej slišal za poslanca Novaka. Se pravi, da bi on sam po sebi bil neka dodana vrednost, zdaj ni. Bolj se mi zdi ta del zanimiv, da z partnerko pričakujete naraščaj, čeprav razumem, tako da ima zdaj čestitam. Ja, pa mislim, da on zdaj trenutno je pa celo, mislim, da na Stašovskem dopustu. Tako, ja, pa v neke odbore ga je tam Anže Logar na mednarodni ravni spravil. Ja, pa je bil to kar neki odboj. Se pravi, zanga je to več, kot pa spet za slovensko politiko. To se mi zdi problem. Se pravi, mi zdaj, če bi bil zelo grob, ko si prej rekel, da sem kritičen do Logarja, bi rekel, da na Jankovičevski način rešujemo pač te neke probleme. Meni to ni blizu. Jaz bi se rad pogovarjal o tem, kaj misli Anže Logar, da bo v naslednjih 10 letih naredil iz te Slovenije, če bo dobil priložnost. In tako je rekel Miran. Če bo do tega, da bi ga to začeli resno spraševati, prišel na tak način, da bo mogel pač dobiti enega poslanca, pa še enega, da bo pol mu Urška dopustila, da ima ime poslanske skupine Demokrati, pa to bo res trajalo še veliko, da bo prišel na ta all star, da rečemo tako, če smo že pri teh športnih primerjavah nivo, ker zdaj še ni, Zdaj še ni. Ima pa potencial, sigurno ima potencial, ampak ne prije do all-star nivoja. Če tako zdaj pogledamo slovensko politiko od osamosvojitve pa do danes, v bistvu imamo pač Janšo, ki je še zmerom aktiven, in Pahorja, ki je bil na all-star nivoju, pa zdaj ni več. Čakaj, a je zdaj Logar prva liga že politična ali ne? Ja,
Odvisno, koga imamo za prvo ligo. Ne? Zdaj, midva smo se enkrat pogovarjala okoli, zdaj bom rekel, situacije pa stanja Mateja Tonina, ne? In ti mislim, da si takrat nekaj podobnega, zdaj bom skušal videti, da ima zdaj Tonin pač to težavo, ker ni več drugi lider desnice, ker je vmes prišel Anže Logar, med Janšo in njega. Tako je kazal, ne? Sej formalno to drži, ne, sam mi imamo težavo, zdaj ne moramo reči, da Golob recimo ni prva liga, če predsednik vlade, pa predsednik daleč najmočnejše stranke, ne? Ampak pol vemo, kakva liga to je. Ne? Ja, to je zdaj druga problem stvar, je, da mi imamo slabo ligo. Ne? In pač v tej ligi je marsikdo lahko igra. Ne? In Logar, kako sem prej rekel, on načeloma, če bi gledali pač njegovo biografijo na papirju, bi rekel, pa to je Madonna človek, ki si ga želimo, da to. Ampak nisem, biografija je pri nas problem, ker je skoraj noben nima. Ne? In pač, če jo imaš, si že pol ohoho. Ampak kaj ti s to biografijo narediš? Tu jaz mislim, da je zdaj ključno vprašanje za Anžeta Logarja. Kaj ti s to biografijo narediš? In hkrati tudi se mi zdi njegova največja dilema. Ne? Ker če se recimo naslednje volitve razpletajo tako, da je Janez Janša relativni zmagovalec, pa je Golob drugi. Ne? Tudi če je Logar tretji, kaj bo zdaj naredil? A bo šel nazaj k Janši v koalicijo? On po moje ni šel delati svoje stranke zato, da bo spet z Janšo v vladi. Ne? Ker to bi lahko bil tudi, če bi ostal v SDS-u. A bo šel k Golobu, da bo Golobu omogočil še eno vlado? Ne? Hkrati pa glasovi, ki bodo šli k njemu, poslanci, ki bodo izvoljeni, bojo hoteli biti v koaliciji. Ne? Ja. In sej zdaj je prišel Novak, takih Novakov bo še veliko, da jih bo imel 88 na kandidacijski listi. Ne? In vprašanje, če bo vse poznal, ne? Vemo, že Miro Cerar ni znal našteti izvoljenih svojih poslancev. Kaj šele vseh kandidatov? Nekaj Novakov sem že jaz pa i naštel. Ja, ne? In zdaj ti bojo prišli v parlament in bo rekel Logar, mi smo se odločili, da ostanemo v opoziciji. Oni bojo rekli, I think not, ne? Ali pa jih bojo kupili, ne? Ker tako kot je on na nek način kupil tega Novaka, ne? Ga lahko pol nekdo kupi nazaj, ne? Pač da večjo ponudbo. In to se mi zdi, da je problem tu, ker mi smo imeli že takrat, ko so bili kakor resni igralci v slovenski politiki, smo imeli te stvari. Spomnite se, kako je Drnovšek recimo vlade sestavljal, kako so šli poslanci levo, desno, kako je kako je Bajukova vlada recimo nastala, kako so hodili poslanci sem pa tja. Ne? Takrat je bilo, v bistvu so to bili neki ljudje, ki so vseeno stavili neki na politično kariero. Zdaj so neki oportunisti, ki rabijo službo, ki rabijo denar, ne vem, pač stanovanje, karkoli že. In in te boš ti na neko ideološko načelnost, Mira, se strinjaš, boš težko jih ti zdaj prepričal, da, ne? Ampak ali vseeno tega Tineta Novaka ne gre, z tega vidika ga ne gre posenjevati, kot vidiš, predno je prestopil, je zagotovil še službo ženi, ne? Ja, sigurno. Veš kaj, to je spet ta mal provladna novinarska, ne? Ampak vse, ne? In zagotovil si je nasledstvo, ne? Ampak ni on zaposlil svojo žene, zaposlil je minister Props. Razumem, pa očitno ga je prepričal, ne? Ja, poglej. Ne, zdaj, če bi bili kak drug portal, ne, pa kakšna druga oddaja, bi se lahko sprašvali, kdo je dejanski oče, ne, ampak pač ne bomo šli v to smer. Ampak hočem reči, tisti hip, ko so te stvari glavne, ne, se pravi, kaj je Logar mu zrihtal, ne, kaj je on zrihtal svoji partnerki, ne, to ni pač, da bi jaz rekel, vem, ne, ta država bo šla naprej, ne vem, produktivnost se bo dvignila, blaginja bo zrasla, to je pač so neke osebne težave, ki jih imamo vsi v življenju in jih pač rešujemo po najboljših močeh. Vse to je fajn, jaz vsem tem naštetim želim vse najboljš, ne, ampak da bi jaz tega videl, da bo zdaj pa to 15% na volitvah ali pa drugo mesto ali pa prvo mesto, zaenkrat še ne. No. Veš kaj, jaz bi Tle gledam nekako preko Viranta, ne, to zgodbo Logarja. Ne. Logar bi moral biti vse tisto, kar je, torej, bi mu moralo uspeti vse tisto, kar je Virantu ni, kar je Virant zavozil. Pa Virant brez tiste afere, kasneje. Ja, ne, glej, Virantu je, se spomnite, kazal 20, ne? 20, ljudje so. Ja. Ne, in on je to praktično v 2 letih zavozil. Pa to 2 meseca pred volitvam, ne eno leto pred volitvam. In je on pravzaprav v 2 letih to vse skupaj zavozil in tle recimo, da je ta Logarjev forte, da ljudje imajo tega Viranta še nekako v glavi in pa da hkrati ocenjujejo mogoče Logarja kot, zdaj upam se trditi, boljšega ali pa bolj lahko uspešnega, ne? Da bi tisto, kar je Virant načel, pa kasneje zavozil, da bi pa Logar lahko spelil. Recimo, meni je to že, da greš iz takega hegemona, kot je SDS, ne, in da greš na svojo pot, mi je že hvale vredno. To moram priznati. To je pogumno dejanje. Ni bil pregnan, ni bil pregnan, ni bil izgubljen, ker
v resnici ne ljubo, to se je članom SDS-a dogajalo. Tako da enostavno bomo videli, zdaj oba vidita, da pravzaprav ta kadrovski bazen je precej plitek, ne? Tudi on v ustanovitvi, ne, je imel neka čudna imena not, ki jih je mogel pol sanirati v roku 2-3 dni, ne? Pa potem ta ljubljanski odbor, ki vidimo, da ne, prihajajo nek čudna spet imena, vsaj nekatera, ne? Težave bo imel, velike težave bo imel, ampak... Kompromise mora sklepati, ne? In to je tisti problem, ne? Kjer kompromis je en kompromis preveč, ne? Ampak sej, kakor jaz vem, Bojan, on ima podobne, če ne iste svetovalce, kot jih je imel Gregor Virant, ne? Saj v enem delu, ne? In tudi se mi zdi, da pelejo njegovo zgodbo na tak način, kakor so Virantovo zgodbo takrat peljali, ne? Tisto, kar jaz se mi zdi, da je razlika je to, da mi nismo več v letu, ko je Virant bil to, kar bi naj bil zdaj Logar, ne? Mi smo zdaj v političnem letu 2025, ne? Svet se vmes spreminja, svet se v bistvu dnevno spreminja, ne? To, kar se v ZDA recimo dogaja z ameriškim predsednikom, kar se dogaja po Evropi, kar se dogaja tudi v končni fazi v Sloveniji, ne? Če bi takrat recimo, ko je Virant bil, kdo rekel, tule pa Robi Golob, pa čez 10 let predsednik vlade, ne, bi vsi gledali, če je kaj narobe z njim. Tako da, a je to ta model zdaj tukaj lahko uspešen, to se mi zdi, da je dilema, pa druga dilema, ki jo imam jaz, je ta, kaj je pravi motiv teh ljudi? Vseh teh okoli Logarja. Zdaj, kaj je motiv Logarja, približno vemo, ne? Vse to je pokazal s svojimi potezami. A kaj je motiv ljudi okrog? A oni res verjamejo, da je Anže Logar tisti, ki bi mogel biti naslednji predsednik vlade, ali mislijo, da je on zgolj neko, ali po en stran, da malo nagajajo Janši, ali po drugi stran, da bo Janši omogočil lažji pač vlado, da se stavi, ali kaj tretjega, ne? Ali mogoče celo trojanski konj, ki bo na koncu šel v Golobu. Vprašanje, če kaj od tega mislijo, pa po moje vsi ne mislijo isto. In to jaz vidim, da je težava. In ves čas, ko se pogovarjam, sem še to bojo naprosti, ves čas, ko se pogovarjam pa z ljudmi okoli Logarja, imam to nekako, se mi vrti po glavi. Ne? Ko jaz gledam Logarja, mi je popolnoma jasno, kaj je njegova ambicija. Zunanji minister je že bil, podpredsednik stranke je že bil, se pravi, on štarta na to, da bo predsednik vlade. In make sense, ne? Zdaj pa vsi te okrog, ne? Kaj pa navijajo zanj, recimo, lahko iskreno. Vprašanje, če vsi isto mislijo, da je to edina winning, zmagovita kombinacija. Ali bi še kakšna druga bila mogoče za njih celo osebno boljša. Ne? Nekaj zanimivo, recimo ta, gledam pač Evo Irgl, ne? Se mi zdi, ki je bila navadna poslanka v SDS-u, da je bila nekako bolj izpostavljena. Več je delala, več je govorila, več je nastopala. Delala je na svoji karieri, ne? Ja, zdaj je postala podpredsednica stranke, ne? Logarjeve in nekaj se mi zdi, popolnoma utihnila. Ja, nije nikjer. Neka praznina je ta moment. Nekaj se mi zom skrušena včasih, neka praznina. Ampak to bi rekel, sam še mi na malo stvari postavimo še nek kontekst. Da imamo pač Janšo, ne? Aljuš je zadnjič pisal, da Janša, da pač da bi desnica mogla staviti na Janšo, če poenostavimo kako. Ja, ne, da pač najbolj za desnico je, če stav na Janšo, ker Janša ima rezultate, pa vse, ne, mislim, zdaj, mi se tako pogovarjamo, če spet na šport, ne, pač prešaltamo, ne, zdaj, če ti mene kdo vpraša, kdo je zdaj v nogometu dober, pa jaz rečem, ne vem, Nemčija, Španija, ne razmišljam zdaj, mogoče bo pa Poljska presenetila, ali pa mogoče se bo pa Romunija, ali pa Madžarska se bo vrnila na pota stare slave v 40 leti, pač pogledaš to, kar imaš, ne, in s tem bi morali delati, ne. Ne, hoče reči, da še povečamo tako tekst, pa imamo Logarja, o katerem zdaj govorimo, potem imamo pa eno, pač imamo Novo Slovenijo, ne, parlamentarno stranko, imamo Slovensko ljudsko stranko, imamo Lotriča, skratka, veliko se dogaja na desnici, ne, več kot se veliko se dogaja, celo več kot ta moment zgleda, ne, v bistvu več kot na levici, ne, ker se vedno več dogaja. Desnica je prvič v neki poziciji, kjer se res veliko dogaja. Pa lahko začnemo pri SDS-u kot največji stranki. SDS tudi ni brez težav ta moment. Dajmo to v kontekst recimo Evrope, EPP-ja, suverenistov in podobno. Ta moment, jaz se upam trditi, da SDS na nek način še išče identiteto znotraj te, bom rekel, evropske družine. Ne? Še vedno. Ja, poglej, oni so v EPP-ju kritični do EPP-ja, hkrati pa je njihov najbolj odzivan ali pa najbolj prepoznan glas ta moment v Evropi Branko Grims, ki sodi bolj suverenistom ali pa patriotom kot pa v sam EPP. Ki bi že bil pri Orbanu recimo na skrajni meji. Jaz dopuščam možnost, da Janša taktično pametno čaka volitve v Nemčiji, da bo videl, kaj se bo tam obrnil, kako bo izgledala nova koalicija in se bo potem odločil. Ampak ni SDS, ne glede na to, da izgleda organizacijsko in pa po vseh teh parametrih najmočnejša stranka, brez problemov. Ima še kako velike probleme. Zdaj, če grem naprej. In kateri so ti veliki problemi? Ja, predvsem to, ne, kako se bojo pozicionirali v prihodnje, ne? Ali bojo, identiteta bi tako, jaz rekel, ne? Oni imajo težave z identiteto, ker
če kaj lahko Janši škodi, ne, pri pridobivanju sredinskih ali pa če hočeš dezorientiranih z grdo besedo ali pa rečemo zmernih volivcev, no, da ne bomo sam grdih besed uporabljali, je to, da je Logar ga obtožil, da on ni povezovalen. Ne? Ja. In en del tudi, jaz tako ugotavljam, ne? Jaz nisem del tega, ker pač nisem del desnega volilnega telesa, ampak en del desnega volilnega telesa, to vidim, da kar se strinja s tem. Ne? Se pravi, če bi mi imeli, recimo prijatelj, ko ga skozi omenjamo, Janez Pogorevc, ne? Če bi mi imeli koga drugega, ko Janšo, bi pa to šlo v višave procenti. To so neumnosti. Ne? Ja, ampak pač eni to verjamejo, ampak bolj upravičuje svoj neuspeh. Ja, SDS ima probleme. Ne? Mislim, ker če bi meni kdo rekel spet par let nazaj, da bo šel Janez Janša na podcast Klemnu Selakoviču, bi rekel, zakaj pa, ne? Mislim, kaj pa bo s tem dosegel. Tako da iščejo to svojo identiteto, ampak Bojan, lažje je iskati identiteto, tako sem prej rekel, če imaš ti neko hierarhijo. Ne? In ta hierarhija do zdaj je bila dosti simpel. Ne? Janša je bil ta prvi. Zdaj, a nam je všeč ali nam ni všeč. Bil ta prvi. Pa si imel Novo Slovenijo in zdaj tukaj, če še rata SLS-u ali pa če še kaj pojav, ne? Pa mogoče na strani en pameten, ki mu je bolj pomembna Slovenija kot anti-Janša, pa se to skombinira. Ne? Zdaj je pa tukaj tako, kot je bilo prej na anti-Janša strani. Ne? Imaš 45 strank, pa ti zdaj zbereš zuno, kot ti je všeč, da veš, kje ti je všeč. Ampak zdaj dajmo to razčistiti, to vprašanje. Zdaj, a bi šlo SDS-u boljše brez Janše, recimo v tem kontekstu slovenskega političnega prostora ali ne? Jaz se tle strinjam z Lušom, ki pravi, da ne. Ne, če sem prav razumel. A bo šlo dalo se boljš brez Luke Dončića? To še ne vemo. Mi smo že stokrat omenili to v naših parih letih zdaj v teh oddajah, da če ne bi bilo Janeza Janše, bi pa naredili novega Janeza Janšo. Ta, bom rekel, anti-Janša. Ali pa bi se kdo že pojavil, če bi kak tak bil. Ne? Ali pa to, recimo. Ampak, a veš, če imaš ti, bom rekel, na tej čudni levici, ki niti ni levica, strategijo notranjega sovražnika, potem boš po Janezu Janši najdel kogarkoli, če rabiš notranjega sovražnika. Ne? Ja, pa tudi, če bi Logar bil boljš kot Janša, bi ankete to že zaznale, ne? In Janša bi mogel imeti nižji procent in Logar bi mogel imeti bistveno višji procent, ker zaenkrat ni nobenih ovir za to, ne? Če se strinjata, ker ga anti-Janša mediji ga ne napadajo, ne? Politična konkurenca ga ne napada v tem smislu, se pravi, če bi kdaj moral biti Logar na višku popularnosti, bi mogel biti zdaj, ne? Ker smo se prej o Virantu pogovarjali. Virant je bil na višku popularnosti takrat, ko so ga vsi pustili pri miru, ko je prihajal. Tisti hip, ko so eni ugotovili, da je mogoče nevaren, ali pa eni niso bili več izziher, a bo on šel z Janšo ali ne bo šel, ali kam bo šel, ne, je bilo konc te popularnosti. Ne. Logar še ni na tej točki, ne, ker zdaj ni volitev, ni treba njemu rejtinga zbirati. Boljše, da so te glasovi, da so zdaj parkirani tam pri njemu, ne, in potem jih bojo te pač ustvarjalci volilne podpore in javnega mnenja lahko pač poslali, če bo treba komu drugemu, ko bo treba. Je pa ena razlika, no, zdaj prej, ker sem primerjal Logarja in pa Viranta. Virant je za razliko od Logarja imel tam neki izjemnih teh posameznikov. To pa drži. On je imel tudi jasno agendo, ne? On je pač takrat pomenil neko alternativo. Ne? Zdaj, Logar tudi prav, jaz sem alternativa, ne? Ampak kaj je njegova vsebina? Ne? Tak bi rekel Borut Pahor, ampak ne top verzija, ne? Bi rekel Borut Pahor z tovarniškim motorjem. Ne? Se pravi, ni to zdaj da bi padel dol. Ne? Ker jaz se strinjam, treba se povezovati, treba je sodelovati, ampak Bojan, v katero smer, pa pri čem? Ne? Ker zdaj mi smo navajeni v Sloveniji, da ko se neke pomembne stvari v državi zgodijo, zdaj namišljene ali dejanske, da se pač politični akterji do teh opredeljujejo. Ne? Tu se mi zdi, da Logar ima težave do tega. Ne? Pahor se opredelil vsaj od toho, da se ni opredelil. Ja, pa tudi Pahor ima kar, bom rekel, če se z njim pogovarjaš, ima kar nekaj pa zanimivih teh križičnih pripomb, na Anžeta Logarja. Ne bi si mislil sprva, ampak ko sem ga poslušal, bi ugibo, glede na to, da Pahor je... Tudi ciničen je, ampak dobro. Glede, da je maratonc pa fitneser, bi glede to, kar Dončić učite. Ne? Se pravi, da ne trenira. Ne čisto tako, ampak podobno. Politično življenje v Sloveniji mora biti izrazito težko kot akterju politike, če moraš ti imeti v glavi, kako se distancirati od Janše, pa hkrati povedati nekaj svojega. Ne? To je, pa skoraj nemogoče. Jaz mislim, da je to je nočna mora vsakega politika. Ne? In zato jaz bom rekel, začel sem SDS-om, pa bom tam nadaljeval, oni imajo v politiki na desnici, ne? Ja, na desnici, ne? Potem imaš pa ti, če nadaljujem z Logarjem, Toninom, ki sta praktično bolj si želita, zdaj, a je to zaradi odmika od Janše, to neko sredino, ne?
Nova Slovenija je sicer po odhodu Hajdinjaka z Darsa majčkeno zaostrila, ampak prej so iskali pravzaprav varianto ne kako gledati vladi pod prstem, ampak kako se distancirati od Janeza Janše, kar je bila norost. Se pravi, imaš tega Logarja, imaš Tonina, Novo Slovenijo, ki bi radi bili bolj proti sredini, in potem imaš pa te kruhoborce, iz SLS-a, ki so pa pravzaprav, to je pa leteči cirkus, če pogledaš. To je pa recimo, kako pride do financiranja, par županov, takrat še do kmetijsko-gospodarske zbornice in na tem živeti. In potem se je zgodil Peter Gregorčič, ker je članstvo začutil, da lahko grejo više, kot se kruhoborci pripravljeni, oddelati in praktično so nekje zdaj v težkem problemu, kaj delati. In pa tega Lotriča, ki pa je po moji oceni neka ta moment, kaj jaz vem, ne vem, SLS za siromake, ali kako bi temu človek rekel, ki pravzaprav v organe svoje stranke nafila neke ljudi, kruhoborce, bivše iz SLS-a, in hkrati pričakuje nek močen odziv, najdo je to nišo, se pravi podjetništva, ne vem, jaz ta moment na desnici... Ima pa nekaj denarja za kampanjo. Ja, to ima, ampak to ni dovolj. Lepo ga je imeti, sem rabiš tudi karizmatičnega voditelja in podobno. Tako da jaz ta moment, pravzaprav na desnici, jaz imam občutek, da je več problemov, kot jih ima sama levica. Tam je Golob, ki se je odločil, da bo požgal vse, dobil na volitvah toliko in toliko, dizajnerji se lahko delajo utvare, da ga bojo, ne vem, omejili karkoli, ampak ne, on to špurovali. Veliko problemov je, še stavek 2. Ob tem pa nimaš, ne ve se, kdo je na desnici suverenist, kdo ni, a imajo kmeti svojega predstavnika ali nijo, ali nimajo. Cel kup problemov. A ti misliš, da bo zdaj lahko Toninu uspe ta famozna asociacija oziroma ta povezava na desni strani, ki ne bi prinesla 20 poslancev? Ne verjamem. Veš kako, to je tako, zdaj ti moraš biti hegemon, da ti lahko pol nabereš. To, kar pravi Miran, tle je zdaj neka kolobocija. In jaz vidim smisel te kolobocije samo v tem, česar ne mislim, da se bo zgodilo, ali pa bi rekel, da je zelo mala možnost, praktično nemogoče. Da grejo v skupno listo, se pravi nek novi demos in pol se reče, ok. Mislim, kdo ga je? Desnica. Vsi, kompletu. Seveda, vsi. Novi demos in se reče, ok. Če že vi mislite, tudi če bi Janša to recimo rekel, če že vi mislite, da vas jaz uviram, dajmo iti v skupno listo, pa tisto, ko dobi največ, da predsednika vlade. To se mi zdi, če bi Janša, jaz mislim, da ne tega naredil, ampak če bi to recimo naredil, oni ne bi mogli reči, da to ni fair ponudba, ker on je pač v bistvu dal je vložil to svojo vlogo političnega hegemona na desnici, je dal pač tukaj, zdaj pa če kjer lahko to vzame, in pa bi se pač lahko pokazal. Ampak jaz ne vidim, da bi šle Bojan v to smer zadeve. Jaz mislim, da grejo v to smer zadeve, da oni drobijo to, že itak neko objektivno omejeno volilno telo, ki ga imajo, ki je fiks. Vse to fiks volilno telo njihovo je res zvesto, pa je tudi zelo veliko, ampak ni pa dosti, da bi šlo čez 50. In zdaj, če bojo to razdrobili, kako bojo pol na to dobivali pa še te neke, bi rekel, volivce, ki se odločajo malo tako. Jaz tega ne vidim ta hip. Kaj pa je potem, po vajnem mnenju, sploh motiv tega Lotriča, recimo? Uspešen podjetnik, predsednik državnega sveta, da se zdaj naenkrat odloči, da gre delati stranko. Vse ankete, veš, on tako gleda, kot mi, vidi ankete, mu kažejo 0,1, 0,2, 0,3 in tako dalje. Zanč mi je nekdo, ne bom ga imenoval, ne bi bilo korektno visoko iz politike, rekel, pa kaj se dogaja s temi predsedniki državnega sveta, sedijo tam en let in vsi mislijo, da so ultrapopularni, da bi bojo uspeli v strankarski politiki. Kovšta je bil podoben, Tako, ne vem, kaj je njegov motiv. Ja, on misli, po mojem, Miran, da bi on to boljš delal od teh. Da so te neki loleki. Ja, to je najbolj. Veš, mož ve, da on, ko pride v nek kraj, po neko podjetje, ko predsednik državnega sveta, z avtomobilom, pijajo, ko mu vsi dajo roko in tako dalje, in potem dobi občutek, da je popularen. Jaz bi potrditi, da pusti, mislim, ne vem, ker nisem bil udeležen, ampak bi ugibal, da pusti recimo boljši vtis, ko Urška Klakočar Zupančič. In potem mu reče ljudje, ja, vi bi mogli biti. In pol, ko ti 100 ljudi reče, vi bi mogli biti, vi bi mogli biti, pa ti začneš to verjeti, Bojan, veš.
Erjavca zlaga, da bo zdaj ljudje po trgovinah govorijo, ne, da se mora vrniti. Ja, pa se to je, ne, ampak problem je, a ti temu verjameš, ne, do te točke, da ti pa misliš, da si ti več kot to, kar si. Ker mi moramo pač pogledati objektivno dejstvo, ne. To sem jaz v tisti tvoji, v kolumni na tvojem portalu, ki vidim, da je kar dosti prahu dvignila, ne, kaj dela slovenska desnica narobe, sem jaz pač probil to, nekako sem poskusil, ne, se lahko, da sem falil, ampak mi pogledamo rezultate, ne, se pravi, kaj kdo prinese k mizi. Ne? In tako se moramo mi to pogovarjati. In zdaj Logar, če že on dela zdaj demokrate, ko je nekako prišlo v javnost, da Gregorčič ne vidi več svoje politične prohodnosti znotraj SLS-a. Ja, Logar bi mogel mu pod oknice peti, če mene vprašaš, harmoniko tam stati pod oknom, lojtro, vse, kaj rabiš, ker ko smo se prej pogovarjali, a je Logar prva liga. Mislim, da ne počne tega, ne? Ne, kar jaz vem, noben ne poroča, da bi to delal, ne? A je Logar prva liga ali ni? To je eno vprašanje, ampak kdo je prva liga pri Logarju? Kdo je prva liga pri Logarju? Ti si prej ugotovil, da še Eva Irgl je šla dol, ne? Se pravi, nisi, če smo spet po športu, ni dvignala forme, ne daje zdaj 25 pik na tekmo, ne? Ampak manj kot prej. Se pravi, kdo je prva liga pri Logarju, ne? In Peter Gregorčič pri Logarju bi bil prva liga, ne? Tisti, ki je bil potencialno, ne mogoče prva liga, ampak vsaj druga liga slovenske politike, pa še iz drugega političnega taborja, Jernej Pikalo, ne? Podpredsednik SD-a in tako naprej, njega ni več zraven. Ni ga v stranki, ne. Se je mal tistih iz platforme, ne. Ja, nihče ni šel, ne. Se pravi, jaz čitam to navzven, da niso bili zadovoljni s tem, kar je Logar naredil, ne. Druga vrsta nezadovoljni še Kaloh, recimo, ne? Ki se zdaj z nekimi ekstremisti dobijo na nekih kosilih, vidim, ne? In izgleda, da bomo dobili, jaz nočem uporabljati tega izraza, ampak če bomo kdaj dobili katolibansko stranko v Sloveniji, mislim, da so na dobri poti. To bodo zdaj tile suverenisti, kako, ne? Dejan Kaloh. Ja, on je rekel, da bojo, ja. On je v zadnjih pol leta poskusil že vse. Jaz mislim, da na koncu nadslovu... Bojan zdaj med nami, ne, ko noben ne posluša, ne, zašto zdaj prepoved dvodelnih kopalk, jaz mislim, da ni recept za uspeh na volitvah v Sloveniji. A veš, mislim, kljub vsemu. Ja, vse smo konzervativna družba, ampak je to konzervativna. Glede na aktivnosti... Čaka, to je Kalohov program, kako? Ja, to je program njegovega sogovornika na tem kosilu, ne, Komanovega mulca, mislim, da se pod... Vem, a veš, Kaloh bo nekje verjetno gotov, da tudi to ni okej. Ni rečen, da ne bo on tudi šel poskusiti celo na levico, ne? Ti si dobro enkrat napisal, ne, karierna priložnost se dogaja na levici, ne? Ja, on je na trgu zdaj, ne? On čaka zdaj nekoga, ki bo rabo enega poslanca, tipa tega Novaki in bo on tja prišel. Usip svobode, jaz tudi predvidevam, da bo usip svobode kar velik, ne? In bojo verjetno rabili nove moči, kakorkoli se to smešno zdiš, ne? Oprosti, ker smo ironični, pa ne moreš biti drugačen, ne? Zdaj bi Golob najboljš naredil, če bi Kaloha zdaj pripeljal Gibanje Svoboda, ne? In bi lahko rekel, sem izenačil, 1-1, ne? In bi rekli, Madonna, dobra poteza, ne? Enega zgubo, enega novega dubo, ne? Bil se pa podeliti na enem kosilu, ne? Ja. Ki je bil zraven tudi nekdo, ki sodi recimo v nek prijatci krog Jerneja Vrtovca, in tam mi je bilo rečeno, ne, tako za premeduš, da je v Novi Sloveniji dogovorjeno, da bo tik pred volitvami 3-4 mesece Tonina zamenjal Jernej Vrtovec. To je že nekaj časa. Ja, ampak češ, da zdaj se to ne splača, ne, se ne bi obrestovalo, ker je zdaj ta hype okoli Logarja, da je treba, da zdaj to počaka, da to mine in potem, da bi Jernej Vrtovec to prevzel in da bi se to, mislim, je to realno, bi se to obrestovalo. Jaz sem skeptičen ta moment, ne, ker enostavno Nova Slovenija... Ne vem pa, kaj Tonino tem misli. Ja, dobro. To se bo sigurno obrestovalo. Kako se je SD obrestovalo, da so dali Dejana Židana, ne, par mesecev pred volitvam, pa potem se mi je obrestovalo, da so dali Tanjo Fajon. Če Nova Slovenija razmišlja v to smer, jaz mislim, da to je zmagovita kombinacija. Problem Nove Slovenije je, da ne morajo te magične meje 10% prebiti. Jaz sem jim že par let nazaj rekel, ne, da ocenjujem, da če bi prebil teh 10, hitro lahko tudi 12-15 potem. Jaz sem kako prebiti 10, če ne moreš. Ja, to je problem. To je osnoven problem. Ne? Ampak, da se vrnem nazaj, mi danes pa mogoče najbolj človeka na desnici, pogojno rečeno na desnici, ki pa edini ta moment na desnici ve, kaj si želi in kaj hoče in kam gre, smo pa pozabili omeniti in to je Pavel Rupar. Ne? Pavel Rupar si je najdel... Nismo ga še omenili. On pa združuje desnico že prihodnji teden. Ampak poglej, on dejansko si je najdel to tržno nišo, upokojence in preko teh upokojencev ta moment širi. Jaz priznam,
En let pa pol nazaj, kdaj je to nastalo, tista njegova ideja, jaz nisem verjel, da bo to zdržal 2 tedna. Ker je bil znan kot gromovnik, ni bil človek za maratone. Vsak mesec bo prpelo par tavžnih ljudi v Ljubljano. Še danes je v igri, če tako pa zdaj ima skupno, rečem. In pa veste, kaj je meni žal. Čeprav ti moram reči, da me je malo presenetil tisti njegov intervju, ki ga je imel na Domovini, ker je rekel, da se je pohvalil z relativno visoko pokojnino, rekel je, da ima okoli 2000 evrov pokojnine. To je bilo malo nenavadno, ampak dobro, bo zvozil mogoče. Motiv ni denar, ne? Dober politik mora biti situiran. Veste, koga pa v tem cirkusu blazno pogrešam? Zmaga Jelinčiča. Pride v sredo. Jaz mu toliko želim, da se vrne v to slovensko politiko, koliko ima zdaj, sicer ima 70+, neki je aktiven. Ti vračaš Zmaga Jelinčiča, kolega Jeretič vrača Karla Erjavca, ne? Vse to je v redu, jaz se strinjam, vsi se naj vrnejo, ne? Sam Miran, glasov je to, ko je, se pravi, zdaj, če bomo gledali, kdo se vse more vrniti, zdaj, boljše je bilo takrat, jaz bi tudi rekel, če imam že zdaj na izbiro, ne vem, Lotriča ne poznam tako dobro, pa bi raje koga tega zbral, ampak zdaj, realne razmere politične moči se po moje druge konstituirajo, to, kar sem prej rekel, in to, ko si zdaj rekel Rupar, to je mene tudi presenetilo, ker to, da ima on zdaj na shodu, sicer je taktična neka podpora, ne bo Janša, pa bo, mislim, da Mojca Škrinjar, pa ne bo Janša je napovedal, ampak SDS bo tam z neko zastavo strankarsko, NSI bo, SLS bo, SNS bo. A to so potrdili že? To so potrdili, SNS bo, neki študenti bojo, ŠUS, študentska udarna skupina. A SLS pa še ni potrdila? SLS tudi. Ja, študentska udarna skupina, neki študenti bojo, pa dijaki, ki so zdaj sta grozen, ki je bil primer tega dijaškega doma, so se malo zbudili. To je zdaj neka novost. In če se to res zgodi, če bojo vsi res ti tam v to sredo, pa je to nekaj drugega pomeni kot to, kar se je do zdaj Rupar. Ampak to ne bo zdaj neka oblika desnega zasliševanja. A veš tiste, ki so imeli levičarji? Ne, jaz mislim, da bo koreografija bo taka, ki jo je ne bojo sedeli pa odgovarjali. Ki je Rupar izpekel zanat, po moje, čez do konca, se pravi Čebelice, himna, vihrale bojo slovenske zastave, skratka, to bo nek tak happening, ampak z drugačno udeležbo na višjem nivoju, če smo zdaj tako iskreni, kakor je bilo do zdaj. Dobro, zdaj pa res malo moramo počasi zaključiti, ampak predno zaključimo samo še eno vprašanje, ki je mogoče malo podobno temu, čemu smo začeli z Jankovićem in protesti. Zdaj, glas ljudstva, se pravi, Jaša Jenull je napovedal za petek, novo kamilico. Kolesarjenje. Se pravi, novo kamilico. Novo grejo na kolesa, a je to resna stvar, po vajnem mnenju ne. A proti Janši kolesarju? Ne, proti Globu, v vladi. Menda bodo kolesarili od sedeža stranke do sedeža stranke, vlado in podobno. To je pol lajšanje duše, lahko je pa tudi opozorilo, ker enostavno, ampak pa smo pri tem problemu, ko bi res mogli imeti poseben pogovor, to pa je, če mislijo, to je pač moje mnenje, če mislijo te centri moči na levici, da se bojo Goloba znebili s tem, da bo Jaša Jenull se malo s kolesom vozil, pa na podoben način, kakor so se recimo Cerarja, pa Šarca, pa da naštevam vseh ostalih, se po moje motijo. Golob, kakršenkoli že je, pa do njega sem jaz tudi kritičen, še bolj kot do Logarja, on pač se bo boril. In on ima sredstva, finančna in drugačna, za to, da se lahko bori. In njega Jenull lahko... In pa vizijo iz Beograda. Ja, in medicino, vesolja, svašta ima, pa še Tino ima tam odzad. Jaz mislim, da Jenulla lahko že Tina na cesto stav. Če se bo Jenull pripeljal mimo Tine, kako takrat menda enega človeka, zaščitila premijer, če bo je videla Jenulla, ki se bo peljal proti Golobu, mislim, da je Jenulla lahko že Tina Gaber ostal. Je to še tvoje mnenje? Nimam kaj dodati, jaz pravim, novi kamiličarji, ki bojo lajšali dušo, kot pravi Aljuš. Dopuščam pa možnost, to pa res, da pa mogoče je Golob v zamudi s kakšnimi razpisi za NGO-je, pa je to mogoče nek upozorilo. Mogoče je to malo bolj resno, kot tiste demonstracije proti Jankoviću. Mogoče se motimo, ker če bo Zoran Janković na kolesu, potem pa bo to druga zgodba. Dobro, Aljuš in pa Mira, najlepša hvala za vajne komentarje. Zdaj končali smo še tole Ulo resnice. Vidimo se prihodnji petek, vi pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.